Ja, najlepša hvala in lep dober dan vsem skupaj. Hvala za vašo udeležbo. Draga Slovenija, čas je za akcijo. In Nova Slovenija gre v akcijo, je v akciji in bo v akciji za boljšo, drugačno Slovenijo. Ta akcija je dejansko odgovor na neštete in nikoli izvršene obljube te vladajoče koalicije. Danes Nova Slovenija starta z osnutkom programa, ki smo ga pripravljali več mesecev po dialogu z obrtniki, podjetniki, kmeti, z vsemi tistimi, ki jih nerazumno visoki davki teptajo in zavirajo njihov razvoj. To so tudi navadni ljudje, delavci, ki jim je ta vlada na začetku mandata odvzela že zasluženo plačo pri povprečni neto plači na letni ravni v obliki 1200 evrov. In Nova Slovenija daje odgovor na to, da ljudje zaslužijo vedno manj, da ljudje slabše živijo. Pri tem programu, osnutku programa, ki se dotika zlasti davkov, davčnih bremen, so sodelovali strokovnjaki, ekonomisti pod vodstvom Tineta Svolška, gospodarstvenika. In zdaj odpiramo 3-tedensko javno razpravo, kjer bomo ta program dopolnjevali, usklajevali. Obiskali bomo vse zainteresirane združenja, organizacije. Od obrtne zbornice, gospodarske zbornice, združenja Menedžer, SBC-ja, kot tudi do kmetov, malih obrtnikov, podjetnikov. V 3 tednih. In ta projekt bomo zaključili 3. decembra z našo programsko konferenco, kjer bomo predstavili na to celovit dokument. Torej, v zadnjih mesecih je bilo vodstvo stranke skoraj vsak dan na terenu, med ljudmi, pri obrtnikih in podjetnikih, pa tudi med mladimi in starejšimi. Slišimo in razumemo njihove težave, bremena, ki jih čutijo. In ta so, veste, zelo različna, ampak imajo eno skupno točko. To pa je, da pričakujejo, da bo nekdo v tej državi vzpostavil v odnosu do gospodarstva stabilnost in red ter predvidljivo poslovno okolje. Ne pa, da se iz tedna v teden spreminjajo stališča in novembra sprejemajo dokumenti, ki dodatno davčno obremenjujejo ljudi ali pa obrtnike, že z naslednjim januarjem. Ljudje pričakujejo torej akcijo, ne le obljub. In obrtniki pričakujejo, poudarjam, razumne davke in prispevke. Zakaj govorim razumne? Zato, ker tudi sam se zavedam, kot predsednik te stranke, da davki so potrebni za šolstvo, socialo, zdravstvo in tako dalje. Ampak v razumnem okvirju. Ta trenutek smo pa šli izven razumnega okvira pod vlado Roberta Goloba in Luke Mesca, ki držita tempo sprejemanja dodatnih davčnih bremen na račun obrti, podjetništva in navadnega delavskega razreda. Starejši gospe in gospodje pričakujejo dolgotrajno oskrbo, na primer. Mi to poimenujemo nova dajatev, nov davek, kajti dolgotrajno oskrbe nikjer ni. Ampak dolgotrajno oskrbo pričakujejo, ne le na papirju, ampak tudi dejansko, da se bo izvajala. Mladi si želijo okolja, kjer bodo lahko se sami osamosvojili, ustvarjali družine, kupili stanovanja, našli torej stabilno službo in za razumno ceno, torej, kot sem dejal, kupili stanovanje. In stanovanjska problematika je ena izmed ključnih problematik v državi. Ko govorimo o mladih, mi smo v parlamentarno proceduro že vložili zakon o ustanovitvi študentskega SP-ja. Zato se nam je zdelo sedaj ta trenutek v osnutku nesmiselno vložiti predlog študentskega SP-ja
v ta osnutek programa. Če ga bo vladajoča koalicija v državnem zboru ta zakon zavrnila, bo ta osnutek nadgrajen tudi s tem predlogom zakona. Torej, dejansko je naša akcija povzetek tega, kar želijo ljudje na terenu. Torej, akcija, da spremenimo stvari v tej državi na bolje. Ta akcija bo aktivna pri reševanju problemov ljudi, problemov obrtnikov, problemov podjetnikov. In zato smo to akcijo vzeli kot svoje vodilo. Torej, Nova Slovenija je s svojo aktivno naravnanost in veliko željo po reševanju težav že do sedaj v parlamentu pokazala svojo državotvornost, ne glede na to, da smo opozicijska stranka. In tukaj bom omenil en dosežek, ki pa seveda ni v polnosti uresničen. To so pa normiranci. Takoj, ko je Luka Mesec prišel na čelo v vladno ekipo in Robert Golob mu je dal izvrstne priložnosti, se je začelo toč po normiranih podjetnikih, SP-jih. Takoj na začetku. 3 leta so jih tolkali. Mi smo pa 3 leta normirancem predlagali, da se povrne ta zakonodaja na star sistem, kot smo ga poznali 10 let. To je bil sistem, ki je deloval. Nazadnje smo vložili ta zakon ponovno pred enim mesecem dni in dejansko smo s tem pritiskom dosegli, da je vlada spremenila svoje mnenje glede normirancev in sedaj v tem paketu zakonodaje z božičnico, ki je bil sprejet 2 dni nazaj, je ta paket zakonodaje bil sprejet. Ampak še vedno, tej normiranci, kot predlaga vlada s tem zakonom, niso tisto, kar bi lahko v polnosti pričakovali. Drži, do 60.000 evrov smo lahko zadovoljni, da je v bistvu povrne star sistem. V Novi Sloveniji pa, upoštevajoč se inflacijo, predlagamo drugačen zakon, in kot smo ga vložili, in sicer, da se dvigne ta stopnja na 150.000 evrov in tudi, da se naredi 3 stopnje obdavčitev in tudi na ta način olajša delo normirancev. Bil je strani vlade narejen napredek zaradi našega pritiska pri normirancih, še vedno pa to ni to, kar bi lahko pričakovali. In tudi to, kar je vlada sprejela, ni povrnitev starega sistema. Torej, Nova Slovenija predstavila v tem mandatu še vrsto drugih predlogov z področja ekonomije, ki so jih pripravili strokovnjaki, gospodarstva in podjetništva. Žal so bili te predlogi strani vladajoče koalicije sistematično zavrženi, kar obžalujemo. Torej, danes Nova Slovenija predstavlja akcijski načrt na področju davkov in razbremenitev dela, od koder izvira torej tudi eden izmed temeljnih problemov. Ta problem je vladajoča koalicija diagnosticirala že na začetku mandata, ko je Robert Golob dejal, da bomo razbremenili delo. Kje smo danes? Delo smo v tem mandatu dodatno bremenili. Že tako pa je Slovenija na področju bremenitev dela v samem vrhu držav članic OECD-ja. To je statistika, ki ne moramo oporekati. In ker ljudje živijo v tej državi zaradi tega, ker imajo delo preveč obremenjeno, vse slabše, Sloveniji tudi pada mednarodna konkurenčnost. Tudi dobri mladi kadri, strokovnjaki, zaradi tega, ker ne morejo dovolj zaslužiti, odhajajo po priložnosti v tujino. Vedno večje podjetij, slovenskih gazel, ki selijo podjetja v sosednje države, ki so davčno bolj ugodne. Nova Slovenija s tem osnutkom programa in s končnim programom odgovarja na te izzive, odgovarja na zablode te vlade, da se Sloveniji vrne upanje in tisto, kar je nekoč bila. Vzhajajoča zvezda. Jaz imam to upanje v to državo, te podjetnike, te obrtnike, ki so izjemni, ampak dajmo jim priložnost. Dajmo jim priložnost, da lahko ustvarijo, se razvijajo. In ni treba, da imamo nepredvidljivo poslovno okolje, kot to počne vlada, ampak da imamo predvidljivost glede davkov, obremenitev. In da ne ravnamo kot ta vlada na podlagi dnevnega navdiha.
Torej, jaz bi na tej točki končal, dal besedo podpredsedniku, gospodu Petru Žmaku, ki je tudi gospodarstvenik, podjetnik, vodi podjetje, prihaja iz realnega sektorja in je tudi predsednik našega gospodarskega kluba. V Novi Sloveniji torej združujemo kot glas gospodarstva v politiki, združujemo izvrstne strokovnjake, kar se bo tudi potrdilo, to se prepriča tudi na programski konferenci. Če smo bili v preteklosti znani kot stranka, ki je imela najboljše gospodarske programe, naj zdaj povem, da tako bo tudi v fazi priprav za te volitve. Drži, programi so lahko dobri v vitrini. Mi pripravljamo program zato, ker želimo vladati in ljudem omogočiti, da dobro živijo, da dobro zaslužijo in to je dober porok tudi za njih in njihove otroke, naslednje generacije. Peter, izvolim. Predsednik, hvala. Lep pozdrav tudi z moje strani. Torej, Margaret Thatcher, razvpita političarka, je nekoč dejala, da ni javnega denarja, je samo davkoplačevalski denar. In če to preslikamo zdaj na naše okolje, v Slovenijo, lahko ugotovimo, da je vir tega davkoplačevalskega denarja posredno ali pa neposredno prav gospodarstvo. In to gospodarstvo mora delovati, mora biti delujoče, če hoče potem poganjati samo državo. Namreč zmanjšana konkurenčnost, kaj to pomeni, ne? V Sloveniji imamo ustavo, kjer piše, da je Slovenija pravna in socialna država. In če sem prej povedal, da je vir posredno ali pa neposredno tega davkoplačevalskega denarja, prav gospodarstvo, je od njega zavisi komplet delovanje države. To mislim, da je vsakomur jasno. In zato je še toliko bolj pomembno, da namenimo temu gospodarstvu toliko prostora, da lahko diha. Struktura podjetij v Sloveniji je pač taka, da imamo več kot 75% pravnih oseb, predstavljajo mikro in mala podjetja. Se pravi, govorimo o enoosebnih družbah pa d.o.o.-jih z nekaj zaposlenimi. In ta podjetja predstavljajo dejansko hrbtenico našega gospodarstva in tudi v absolutnem znesku največ prispevajo v državno blagajno. Ko se takole pogovarjamo med podjetniki, ugotavljamo, da je v zadnjem času prišlo do neke razbohotene birokracije, da ogromno časa porabimo za izpolnjevanje raznih obrazcev, da čakamo na razna dovoljenja, konec koncev zdaj v zadnjem času čakamo tudi na cestah in to nam jemlje čas. In ker je čas denar, pomeni tudi, da s tem si zmanjšujemo konkurenčnost našega gospodarstva, kar ni dobro. Potem davčna bremena, to mislim, da iz statistike oziroma vsi kazalci to kažejo, se večajo, to vsi občutimo. Ta restriktivna politika davčna pa seveda pomeni tudi, da se pojavlja vse več sive ekonomije, kar pa ni dobro za državo. To mi odločno zavračamo, mi imamo ničelno stopnjo tolerance do korupcije in želimo, da Slovenija postane taka država. Zato tudi v gospodarskem klubu podpiramo te predloge davčnih sprememb, ki bodo, kot sem dejal, gospodarstvo pustile dihati. Zagovarjamo povečano konkurenčnost gospodarstva, ustvarjeno, da bi ustvarili neko stimulativno poslovno okolje, ki bo usmerjeno v razvoj storitev in izdelkov z višjo dodano vrednostjo. Namreč velikokrat slišimo, da je delo vrednota. Vsi se strinjamo, delo je vrednota. Vendar, če pogledamo z druge strani, delo je lahko tudi jalovo, potem pa ni vrednota. Vrednota je dodana vrednost. Ni dovolj samo delati, ampak treba je ustvarjati dodano vrednost. Iz tiste dodane vrednosti se črpajo potem lahko vsa sredstva, ki pomagajo in poganjajo državo, socialne transfere, javno upravo in vse ostalo, kar pritiče zraven. In o temu se premalo govori. Namreč velikokrat govorimo
ali pa največ časa se porabi za to, da govorimo in slišimo, ne, kako bi se ta naša skupna pogača delila. Premalo se pa porabi energije, kako to pogačo povečati, da bo več za vse. In v to smer gredo naši predlogi. In če se zdaj malo osredotočim na tistih 75%, ko sem rekel, da je v Sloveniji podjetnikov, mikro, malih podjetij, imamo tukaj eno novost, predlagamo, in sicer sistem pavšalistov. Pa to ni, da smo mi neko novo vodo odkrivali, zdaj toplo vodo, ampak ta sistem je v Evropski uniji se uporablja dokaj pogosto za določene sektorje. Namreč pavšalist je tisti, ki ima vnaprej določeno fiksno davčno obveznost. To ne zamenjavati z normiranci, ker normiranec ima normirane odhodke in potem ima neko davčno stopnjo. Tukaj gre pa za fiksno davčno obveznost. Zakaj je ta sistem primeren? Primeren je za tiste dejavnosti, ki imajo nizko kapitalno intenzivnost, imajo neke ponovljive poslovne stroške in pa veliko razpršenost izdanih računov, se pravi, to so ponavadi tisti, ki računajo končnim strankam. Gre za to, ne, da s tem omogočimo neko enostavno, pregledno poslovanje za vse, ki ustvarijo, recimo, kot smo mi, kot boste videli v naših predlogih, ne, do 150 tisoč evrov bi bil neki mali pavšal, do 350 tisoč evrov pa veliki pavšal. S tem, ne, smo prepričani, da bomo tudi zajeli več legalnega prometa v skupno malho. Ob tem je pa treba poudariti, ne, da smo zelo za, da se kršitelje zelo strogo kaznuje. Tisti, ki bi, če bi bili ti ukrepi pač sprejeti oziroma predlogi enkrat prišli v veljavo, je treba stvar poostriti in kaznovati kršitelje. Zdaj pa, če samo na kratko orišem, ne, ta mali pa veliki pavšal, kot sem rekel, mali pavšal je nekje za manjša podjetja, ki ustvarijo prihodkov 150 tisoč na leto. Zakaj je dober? Zato, ker omogoča različne stopnje različnim panogam, davčne stopnje. Namreč, nimajo vse panoge enakih marž. Tiste z manjšo maržo si zaslužijo tudi manjšo obdavčitev, je pravično. Tiste, ki imajo večjo maržo, si zaslužijo večjo obdavčitev. Tukaj govorimo o gostinstvu, govorimo o turizmu, govorimo o malih obrtnikih, govorimo o izvajalcih osebne nege. Tukaj imamo ogromno enih podjetij, ki bi jim tak sistem sigurno zelo olajšal delo. Potem ta sistem malega pavšala ureja oziroma olajšuje delovanje samega podjetja s tem, ko mu pomagamo, da je knjigovodstvo čim bolj enostavno. Namreč tukaj ni več poročil, ni potrebno raznih izpiskov oziroma poročil računovodstva, ampak gre samo za to, da so končni prihodki obdavčeni z neko fiksno stopnjo. Prihodke se pa dokazuje z plačili na poslovni račun. Tako da tukaj ogromno birokracije odpade. Je primeren tako za SP-je kot tudi za manjše DOO-je in predvsem, ne, oziroma tudi ena od stvari, ki je zelo pomembna, je, da vsak posameznik ali pa tako podjetje bo vnaprej vedel, koliko davka bo plačal v tistem letu, kar zelo olajša poslovanje. No, veliki pavšal je pa nekje do 300, oziroma ne nekje, smo določili mejo 350 tisoč evrov. To so pa tiste dejavnosti, ki so mogoče malo večje, vendar tukaj ne opozorim, smo predvideli neke varovalke, da se ne bi mešalo z drugimi sistemi, ki jih imamo že v veljavi. Se pravi, če govorimo o to gostinstvu, bi se lahko določilo, ne vem, število miš, če govorimo v turizmu, je to število sob, tako da bi res zajeli tiste manjša podjetja, ki mogoče zdaj malo težje preživijo in hkrati ne bi omogočili nekih zlorab. Tukaj moramo biti zelo jasni. Naj za konec še to povem, no, da gospodarstvo po mojem mnenju nima političnega vonja oziroma ga ne bi smelo imeti. Je nekje samo na spektru od neuspešnega do zelo uspešnega z vsemi odtenki. In zato je še toliko bolj pomembno, da nekje v naslednjih mesecih
da bi se upravljale res strokovne razprave, da bi se soočili programi vsebinsko, ne o tem, da govorimo o nekih oblakih, ampak vsebinsko, kaj pričakujemo oziroma kaj predvideva eden, drugi, tretji, in da se potem, da imajo ljudje izbiro in da se odločijo, kakšno Slovenijo si želimo imeti na tem področju. In lahko rečem za nas, da naši predlogi gredo prav gotovo v smer višjega blagostanja za vse in pa seveda tudi pravične socialne države. Hvala lepa. Hvala, Peter. Tine Solšak je skupaj z ekipo pripravil ta osnutek, ki ga imate tudi novinarji s Trnenga. Drugače je to dokument zelo širši, tisti, ki ga bi želel imeti, je na 40 ali 30 straneh zaenkrat in kot osnutek tega, ki se bo to dopolnjevalo. Še enkrat povem, veliko ekonomistov, ne glede na provenience političnih barv, kakorkoli, je sodelovalo zraven. Da smo pripravili 4 ključne stvari, tudi nižji davek od dohodka pravnih oseb, normirance, kot sem dejal, pavšaliste. To je zelo pomembna stvar. Pavšalisti so znani drugače v Avstriji, ne? Vsi vemo za pavšalno obdavčitev gostincev v Avstriji, naprimer. Se nam zdi to zelo smiselno vpeljati tudi k nam, ter seveda nižja dohodnina, zlasti dohodnina pri mladih, tistih, ki iščejo zaposlitve, prve zaposlitve, to je pomembno, za dobre kadre, da ostajajo tukaj in s tem jim damo višje in boljše plače. Tina, izvoli, da ti poveš podrobnosti za zainteresirano tudi strokovno javnost, kar mediji nedvomno so. Lep pozdrav iz moje strani. Prihajamo bolj do številk kot do opisov. Izhodišča priprave predloga spremembe davčnega okolja v Sloveniji kot ene možnosti reforme dviga gospodarske rasti Republike Slovenije so trenutni makroekonomski pokazatelji in bi kot prvo zaobšel se pravi uvod, kaj so bili glavni podatki, ki so nas potem skozi delo peljali naprej. V zadnjih letih opažamo trend izjemne nominalne rasti BDP-ja, ki pa ni pospremljan z realno rastjo. Se pravi, da realna gospodarska moč ni usklajena oziroma, če pogledamo za leto 2025, primeroma navajam, ukolikor ocenjujemo stopnjo inflacije na 2,5% ravni in gospodarsko rast okrog 1%, se pravi, da manjka 1,5%, da bi gospodarstvo BDP sledilo stopnji inflacije, se pravi, smo v negativni rasti, smo v padcu in to pomeni na BDP-ju izgubo našega skupnega premoženja v letu 2025 1 milijarda evrov, 65 krat 1,5%. Ker to ni prvo tovrstno leto, se moramo vprašati, zakaj je do tega prišlo. Če gledamo statistične podatke, ugotavljamo, da smo že v letu 2023 imeli na četrtletnih rasteh BDP-ja negativne rasti bruto investicij. V nekaterih četrtletjih celo 16% manj kot predhodna četrtletne rasti bruto investicij v predhodnih letih. V letu 2023 minus 9,8. Leto 2024 se je ponovilo prav tako za negativno rastjo bruto investicij. Leto 2025 v prvih četrtletjih je v istem trendu. Investicije so porok prihodnjih donosov in investicije so tisto, kar je davčna osnova prihodnjih proračunov oziroma naš prihodnji kolač in kako velik bo za naše prerazdelitve. Če se ta krči, se krči naše skupno blagostanje. Istočasno je država šla v ekspanzivne izdatke države. Od leta 2020, ko so celotni izdatki države bili 24 milijard, smo konec leta 2024 že na 31 milijardah.
Leta 2024 smo imeli najvišjo stopnjo rasti davkov in prispevkov v BDP-ju Evropski uniji, poskočili smo za 2 odstotne točke iz 36,6 na 38,6% BDP-ja. Povprečje Evropske unije je 40%, EMU 41%. Istočasno nas Evropska centralna banka opozarja na naše srednjeročna in dolgoročna javnofinančna tveganja, ki so za Slovenijo ocenjena na 5 do 7 odstotkov. To pomeni prihodnji starostniki, pokojnine, podnebne spremembe, obramba, strukturni saldo primanjkljaja proračunov. Če zdaj dodamo še 5 do 7% k tem 38,6 in še letos to raste, pridemo na 45-46% BDP-ja v davkih in prispevkih. Se pravi, smo zmagovalci. Evropska centralna banka nas po srednjeročnih in dolgoročnih javnofinančnih tveganjih uvršča med zgornje države po teh tveganjih. Če se ne motim, smo v zadnjem poročilu Evropske centralne banke na 4. mestu pod tem, da smo najbolj izpostavljeni. To so bili neke vrste prvi uvidi, kje je krvna slika te države. Krvna slika te države je BDP, je denarni tok. Je to, kar ustvarjamo in ki realno smo. Drugi pogled, katerega smo izbrali pri snovanju teh ukrepov, je bil pa ukrep oziroma pregled poglavja davčnih izdatkov, analiza davčnih izdatkov. Davčni izdatki. Zadnje tovrstno poročilo v Sloveniji je bilo narejeno za leto 2022 v obliki statističnega poročila, brez predlaganih ukrepov, brez priporočil, zgolj nek povzetek. Davčni izdatki so tisti davki, ki jih ne poberemo zaradi raznih drugih davčnih tretmajev, olajšav, odbitnih postavk. Se pravi, je to, s čimer zmanjšujemo davčno osnovo. Gledali smo po davčnih izdatkih, po strukturi sedaj največjih davkov, ki so proračunski viri, po prvem stebru in po drugem stebru, kaj se dogaja s proračunskimi izdatki, se pravi s tem, kar dobimo za davki noti, kako to mi naprej porabljamo. Moramo vedeti, da kombinacija obeh pristopov, pristopa preko analize davčnih izdatkov in analize proračunskih izdatkov, nam da možnost, da gradimo prostor nove fiskalne davčne politike in nam daje možnost ocene tega z nevtralnimi znižanji raznih davčnih stopenj pri različnih davčnih tretmajih, davkih. Ob zavedanju, da je drugi pristop, pregled proračunskih izdatkov po kakovosti trošenja namenjen dvigu kakovosti javnih storitev, prvi pa ohranjanju obsega tovrstnih javnih storitev in ne krčenju. Samo na ta način lahko pridemo do prostora, ki nam omogoča dodatni buffer javnih financ. Če sem prej omenil 5 do 7% srednje dolgoročno odprtno javnega finančnega tveganja, lahko na ta način prihajamo do nekaterih ocen, koliko imamo dodatnega bufferja za prihod krize, da ne bomo takrat linearno vse zniževali in uničevali raven življenja. Kaj smo ugotovili preko obeh stebrov pregleda o predhodni diagnostični sliki gospodarske slike Slovenije, stanja? Da kljub opozorilom Slovenija še do danes nima vzpostavljenega sistema nadzora proračunskih izdatkov po upravičenosti in kakovosti. Tudi v zadnjem poročilu Evropske komisije o tehnični pomoči je razvidno, da Slovenija ni želela prevzeti tovrstne pomoči. OECD v svojem poročilu, se mi zdi, iz leta 2022 omenja, da samo Slovenija in Madžarska nimata vzpostavljenega dolgoročnega sistema načrta izvedbe pregleda izdatkov. Ko gledamo dobre prakse držav, s katerimi se želimo primerjati, pridemo do tega, da ima Irska, na primer, svoje največje investicije planirane do leta 2040.
da mnoge mednarodne organizacije so oblikovale posebne frameworke, kako se to dela in kako v nekaterih državah so vzpostavljeni medresorske skupine na ministrskih ravneh s politično odgovornostjo za investicije, nadzor investicij, za proračunske izdatke. Ko gledamo proračunske izdatke, ugotovimo, da ima Slovenija na nekaterih področjih nadpovprečno visoke proračunske izdatke, a beleži podpovprečne rezultate. Imamo nižjo življenjsko raven, imamo slabše rezultate PISA, imamo čakalne vrste ob visokih proračunskih izdatkih. Se prav lahko rečemo, da smo po določenih proračunskih izdatkih neučinkoviti. In po nekaterih kriterijih se po teh kazalnikih uvrščamo med države Južne Evrope. Na podlagi vse te analize smo oblikovali predlog svojih davčnih osnutkov, prvih računov, simulacij, ki smo jih kasneje preoblikovali in jih danes dajemo v javno razpravo. Želeli smo preko vsega tega spodbujati predvsem eno načelo, dati ljudem priložnost, da ustvarjajo in več kot bodo ustvarili, več bomo lahko delili. In to je osnovno načelo pristopa. Omenjena je bila dohodnina, da se bom še ne dotaknil, ki ni bila podrobno predstavljena. Namesto 5 razredov imamo 6 razredov, dvigujemo splošno olajšavo na 8.000 evrov, ne na 5.260. Zakaj? Verjamemo, da so minimalni življenjski stroški sidro splošne davčne olajšave pri dohodnini in če je ta 670 na mesec, je ta na letni ravni 8.000. Ljudem je treba pripoznati pri splošni davčni olajšavi minimalne življenjske stroške. Naši predlogi dohodninskih razredov sledijo povprečni bruto plači in minimalni plači. Razbremenjujemo vse razrede, zato da bi naredili čim bolj ugodno davčno okolje in obravnavo dohodnine za vse, ki smo delovno aktivni. Pri davku na dohodek pravnih oseb uvajamo prvič v naši zgodovini stopničasto progresijo. Namesto enega davka v eni stopni, le to razdeljujemo po velikosti podjetij po prihodkih, delno v skladu z ZGD-jem, nomenklaturo, in jo približujemo na nižje ravni za podjetja z nižjimi prihodki, vse do 15% za razred podjetij med 50 do 250 milijonov prihodka. S tem delno znižujemo za nekatera podjetja, v resnici pa je efektivna stopnja DDPO v Sloveniji okrog 14,7 do 15%. DDPO namenjamo dodatni razbremenitvi kot predlog slovenskega gospodarstva. Za en primer, pri analizi davčnih izdatkov DDPO-ja se je ugotovilo, da na primer kljub velikim subvencijam slovenskemu gospodarstvu ugotavljamo, da se med olajšavami gospodarstva pri odmerju davka na dohodek pravne osebe po 55. členu med leti porazdeljuje davčni odtegljaj za investicije med 150 do 230 milijonov evrov. Samo toliko slovensko gospodarstvo pripozna kot davčno olajšavo za zmanjšanje svoje davčne osnove. In tudi tukaj lahko vidimo, da nam bruto investicije padajo, kljub velikim državnim subvencijam. Iz tega se tudi razvidi, da državne subvencije v gospodarstvu ne dosegajo uspešnega učinka nadaljnje gospodarske rasti, kar je razvidno tudi iz BDP-jev in predhodnih podatkov. Cilji so narejeni, da dosegamo večji obseg gospodarske aktivnosti ob sorazmerno nevtralnem znižanju davčnih stopenj v daljšem časovnem obdobju na podlagi tega, da dosegamo v prihodnjem obdobju pozitivno gospodarsko rast. To je z moje strani.
vaše vprašanje, glede strokovnosti ali pa bolj podrobnih stvari, Tine Svoršak, ki se bo zahvaljujem za to opravljeno delo. Še enkrat ti povem, mi to smo delali v bistvu zadnje 2 meseca od moje izvolitve naprej, seveda tega nismo napovedovali, je pa bilo to usklajevano. Ta osnutek dobi upgrade, dobi nadgradnjo, kar bo zainteresirana javnost sporočila, nam povedala. Ne povem, da že drug teden imamo z obrtno zbornico sestanke. Vejte, novinarjev poznam veliko, ste normiranci bili v preteklosti in veste, kako je težko zdaj. In to ni anomalija. To je bila tista stvar, ki jo je naš kolega dr. Šušteršič uvedel leta 2012 in je 10 let brez težav funkcionirala. In če pogledate, koliko poberemo davka strani normirancev, glede na odstotek, koliko jih je, ali pa navadnih SP-jev, ki skrivajo svoje prihodke oziroma odhodke, znižujejo, potem ugotovite, da več dajo glede na odstotek, normirancev več dajo normiranci, čeprav so imeli 4% obdavčitev. Torej, mi tukaj prenavljamo to stvar nazaj na star sistem oziroma ga celo nadgrajujemo, kar je še boljše. Glede samega postopka, da je vlada to zdaj naredila, vlada to mora narediti. Zaradi tega, ker se prihajamo čez predvolilni čas. V Sloveniji imamo 88 000 normirancev, ki so nenazadnje tudi volilci. Na začetku jih je vlada udarila, zdaj pa je rekla, ok, vam damo nek korenček. Dala pa to v božičnico izključno zaradi tega, da je ta božičnica s tem dodana kot novim davkom oziroma zgodbo, ki govori o dohodnini in ni možno narediti potem pobude za zakonodajni referendum. Saj mi jo tudi ne bi naredili, ne? Zelo pomote, tudi če bi bila božičnica v takšnem smislu, kot je zdaj, ampak predvsem je tukaj ona mislila na delodajalsko stran. Tukaj gre za politični manever, po mojem mnenju nepotreben. Normiranci bi si zaslužili svoj zakon, ki ga bi spravili lahko čez. Lahko bi vlada prišla do nas, pa se bi tudi usklajevali. Glede na to, da smo 3-4 že ta zakon vložili v parlamentarno proceduro, pa vedno bil zavrnjen. So govorili pa pozitivno o normirancih. Jaz ne vem, kaj se lahko zgodi človeku v 2 mesecih, da iz korenčka prideš do na palco in obratno, ni jasen. No. Ampak vsak korak, ki gre v smer, da ljudje lahko več zaslužijo, v Novi Sloveniji pozdravljamo, čeprav to ni to, kar bi pričakovali. Malo še nedolgo sem odgovoril. Če še kakšno vprašanje? Ne. Če prav razumem, ali to pomeni, da zdaj, kot prvi temeljni kamen programa ste postavili gospodarstvo, je to tudi osebna točka, s katero odhajate na volitve spomladi, torej bo utemeljen vaš program na gospodarstvo, ali je to zgolj ena izmed točk, ki sledijo še povredi? Tako je. To je gospodarski, ekonomski program za obrtnike, podjetnike, ljudi, velika gospodarstva, je naš začetek, s katerim dajemo res poudarek gospodarstvu. Kajti, če gre dobro gospodarstvu in podjetništvu, potem vsi dobro živimo. Zaradi tega smo začeli s tem. Veste pa, da imamo v vitrinah spravljen zdravstveni program, ki ga bomo tudi nadgradili. Šolstvo smo že odprli to temo že aprila meseca. Tudi kmetijstvo in regionalizacija v enem paketu. In še en pomemben steber, ki ga pa usklajuje z ena posebna skupina, skupaj z našim podmladkom, je pa stanovanjska politika. Vejte, zdaj, to je največjih problemov tej državi. In tle ni deljenje levo-desno. Jaz sicer nisem naklonjen konceptu Luke Mesca o socialnih, najemniških, neprofitnih stanovanjih, ker ne vem, koliko je to dolgoročno vzdržno. Oziroma mislim, da ni. In da je ta pristop napačen. Prva stvar za mlade, da kupijo svoje lastniško stanovanje, je to, da lahko na začetku med 25 in 32 letom, ko vstopa na trg dela, zasluži bolje. Drugič, vsi smo šli po kredite, tudi sam. In mladi s tem nosijo tudi del svoje odgovornosti naprej, brez bombončkov. Se tega zavedajo, da če hočejo kaj dobiti, morajo to zaslužiti. Seveda mora država, in mi tukaj pri dohodnini jim dajemo to priložnost, v tem paketu že,
da lahko zaslužijo mladi več. Se pravi, stanovanjska politika za mlade, ta program bo tudi v kratkem predstavljen. Torej, če povzamem vaše vprašanje, začenjamo s tem, na koncu bomo imeli celovit program, ki ga bomo v volilni kampanji tudi predstavili. Začenjamo pa s gospodarstvom, kajti če gre gospodarstvo dobro, potem bo šlo dobro vsem zaposlenim, kot lastnikom, bomo rekli, javni upravi, vsem. Lejte, tudi javna uprava se financira deloma pač iz gospodarstva, ne? Iz davkov, ki jih gospodarstvo plačuje. Torej, dajmo se tega zavedati, da tukaj gre za simbiozo, ki jo moramo imeti in da ni nihče sovražnik, ne sme biti. Ne? Kot je pri tej vladi se zdi, da so podjetniki in obrtniki razredni sovražniki in na drugi strani se zdi, da imamo pač mi do javne uprave, javnega sektora neko čudno razpoloženje. Bolj me motijo zlorabe, ki so jo danes privoščil predsednik vlade, ki je poslal celotni javni upravi sporočilo, da bodo dobili božičnico, kot da ne vedo, kaj to nabijajo že 3 mesece. Ne? Mogoče še to, me zanima zdaj 4 te ukrepe, ki ste jih predstavili, razbremenjujejo v neki meri, vsaj, če sem prav uspel slediti, torej davčni primež, kje pa so narejeni, bom rekel, konkretni izračuni o številkah, recimo, kaj to pomeni na kratek rok, oziroma ki bomo ta denar potem prinesli noter v davčno blagajno, ali kako to pač kakšne... Zelo utemeljeno vprašanje. Jaz sem povedal, da ti ne strese za te številke z rokava ven, ker smo to zelo časa usklajevali in bo tudi povedal glede stvari, kje dobiti to razliko. Ne? Jaz osebno lahko samo eno stvar rečem, da tudi pri gospodarnem ravnanju z našim proračunskim denarjem. Naš proračun, to je bilo prej gospod Svolšak to omenil, ampak še en podatek vam dam. Jaz sem bil minister za infrastrukturo, ker smo sprejemali proračun v višini 14 milijard evrov. Danes je ta proračun na 18 milijardah evrov. Pa mi povejte, ali tega ljudje kaj več imajo, boljše živijo. Jaz nisem prepričan, da ja. Ampak za dodatne številke Tine, izvolim. Se pravi, predstavljeni ukrepi grejo v zmanjševanje efektivnih stopenj obdavčitve, se pravi, tako kot ste vi rekli, ja, cilj teh ukrepov je znižanje davčnega primeža za vsakega posameznika preko dohodnine, ki je po vplivu na proračunske vire najmočnejša kategorija z našim predlogom. Preko zmanjševanja davčnega primeža za male podjetnike, obrtnike, nosilce osebnih storitev, inštruktorje zaradi mene, pavšal 1, pavšal 2. Znotraj tega lahko imamo tudi normirance, normiranci že danes obstajajo. Kulturnike, tudi uvaja se znotraj pavšala razred umetniki, novinarji, pisatelji, kulturniki, se pravi, da se iz davka na dohodek iz dejavnosti umikamo. Davek na dohodek iz dejavnosti dosega skoraj da 15,6, 16 med 15 in 16% efektivne davčne stopne. Za tem razredom v pavšalu znižujemo tudi to efektivno stopno, kajti na primer davek iz dohodka iz dejavnosti ima višjo efektivno davčno stopno, kot jo plačuje slovensko gospodarstvo preko davka na dohodek pravne osebe. Se pravi, da nekdo, kar je tudi logika pavšala, pa bomo potem še na te proračunske vplive, logika vseh ukrepov je, da posameznikom, ki nosijo večja tveganja, normiranci, pavšalisti, vse kategorije teh ljudi, oni sami lahko z eno poslovno odločitvijo uničijo celo poslovno leto, ali če se jim zgodi nek poslovni dogodek, ki ga ne morejo obvladovati, naprimer, da jim nekdo ne plači za opravljeno storitev. Njim zmanjšujemo efektivne davčne stopne pod efektivne davčne stopne za podjetja, kar je pošten princip. Podjetja so večja, so močnejša, imajo močnejše bilance in tako naprej. Zdaj gremo na predlagane ukrepe. Res je, dohodnina je po kategoriji največji ukrep predlaganih tukaj. Davčna osnova iz dohodnine pred davčnimi izdatki se v državi giba nekje okrog 3,5 milijarde.
ko naredimo vse olajšave, vse odbitke, nekje zberemo na dohodnini okrog 2,2-2,3 milijarde. Vseh teh, kot lahko gledate, z 3,5 do 2,2, se pravi, je skoraj da to veliko zmanjšanje za 1,3 milijarde je že danes pripeljano v dohodnino preko raznih olajšav in tudi v tem delu smo gledali te tako imenovane davčne izdatke, njihovo analizo. En del vseh teh ukrepov predlaganih se financira preko natančne analitike dosedanjih davčnih izdatkov in ažuriranja tako davka na dohodek, se pravi dohodnine, kot tudi davka na dohodek pravne osebe. Ker so predlogi, predvsem zaradi dviga splošne davčne olajšave, vrednostno močni, govorimo o ukrepih, če bi šli v polovično uvedbo več kot 0,5 milijarde na letni ravni, mi lahko vse te predlagane davčne reforme, ki smo jih danes predlagali, davčne ukrepe, izpeljamo na podlagi boljše gospodarnosti dosedanjih proračunskih izdatkov, discipline, analize, kot smo rekli, ažuriranja davčnih izdatkov in pa zavezanosti, da bomo se odločili za ustvarjanje novega premoženja in pozitivno gospodarsko rast. Pri tem smo pravili več simulacij. Naprimer, če imamo danes 15,4 milijarde proračunskih prihodkov, bi v letu 2026 ob 3% gospodarski rasti, mislim proračunskih prihodkov, in s tem, da bi rasli proračunski izdatki za 1% točko, ustvarili 300 milijonov dodatnega presežka. V letu 2027 po isti logiki 330, akumulativno 630 in tako naprej, naprimer v letu 2029 na letni ravni že 380 do 400 milijonov, akumulativno v tem letu že 1,3-1,4 milijarde, se pravi, s prehodom v leto 2030 bi lahko oblikovali vrednostno rezervo veliko 3 milijarde, kar pa omogoča dolgoročno davčno reformo Republike Slovenije. Zahteva pa disciplino. Glejte, proračunski izdatki, kot sem jih prej nanizal, in skupni izdatki države so izjemno porasli. Mi se moramo tukaj vrniti nazaj v obdobje 2014-2018, tudi v času, naprimer, ministrovanja Mramorja smo imeli nizko rast proračunskih izdatkov in smo izdatke znižali pod proračunske vire in smo ustvarjali prve presežke. Slovenija dolgoročno s tako velikimi deficiti strukturnimi, glede na to, kar vse opozarjajo mednarodne organizacije, ali pa mogoče, da pride do neke nove velike krize, ne more dolgoročno biti vzdržna, niti ne srednjeročno. Vsi predlogi so narejeni na principu, če sem prej rekel, dajmo nam vsem možnost, da ustvarjamo, potem bomo vsi skupaj lahko tudi več si razdelili. Drugo načelo bi lahko rekel, dajmo se spraviti skupaj. Dajmo pogledati, koliko dejansko zaslužimo in kam bi radi prišli. To, da si razdeljujemo razna darila na podlagi posojil iz tujine, da financiramo manko več kot 2 milijarde za deficiti, ja, relativno nam je javni dolg padel v tem letu, ko smo nominalno rasli zaradi inflacije, glede na BDP. Bom pa jaz vas vprašal, a smo mogoče odplačali 4 do 5 milijard javnega dolga? Ne, v lavor, kjer je 1 liter bilo prej BDP-ja in 1 deci javnega dolga, smo nominalno vlili še dodatnega pol litra vode. Količina malinovca noter je ista. Razumete? Nominalno je lepo, je iluzorno. In tudi nominalne rasti se končujejo počasi. Prostor, katerega imamo do leta 2029-30, ob tem, da v tem obdobju ne bi prišlo do kakšnih večjih kriz, je zelo kratek in zahteva disciplino. Tako, če sem podal odgovor, se pravi, znotraj pristopa, da gospodarno ravnamo s proračunskimi sredstvi, da naredimo analizo davčnih izdatkov, kako učinkoviti so davki, ki jih pobiramo, in na podlagi zavedanja, da moramo pristopiti k prihodnjemu srednjeročnemu proračunskemu planiranju
bolj s kriteriji učinkovitosti in gospodarnosti nam lahko uspe. Je pa na nas. Vse te zgodbe so skupne. Proračun je skupna blagajna.